Med Dravo in Muro se razprostirajo Slovenske gorice, ki so svojimi grički vabljive tako s tal kot iz zraka. Tam smo obiskali edinstveno hišo, ki lastnikoma zagotavlja stik z naravo, bivanje z elementom vode in ravno pravo mero zasebnosti. Za dobro lokacijo in dobro arhitekturo se splača vzeti čas. Tudi lastnika tele hiše sta si jo, zato sta tukajle v Sveti Trojici na Štajerskem našla svoj prostor pod soncem, kjer ima vedno zaigra srce. Karina in Beno, boleče lepi razgledi se ponujajo iz vajine hiše in me zanima, kako človek sploh najde tako lokacijo. Nekje 2 leti je trajalo, da smo našli ustrezno lokacijo, tudi 2 leti nekje tudi, da smo našli osnovno idejo za arhitekturo hiše. Najlepši del dneva je, ko prideva, končava službe obveznosti, prideva domov in imaš pol občutek, da si vedno na dopustu, ko stopiš v to hišo. In koliko sta imela že izdelane ideje glede hiše? Sta vedela, kako bi morala hiša izgledati na zunaj? Sta se bolj orientirala na to, kako se hočeta noter počutiti? V bistvu sva razmišljala, da bi imela hišo, ki ima čim večji razgled, zato ker je tudi ker lokacija to dopušča. Jaz sem si zaželela bazen, ker sem že vrsto let plavala v javnem bazenu, rekreativno. A to, da boste imela posebno zasebno stanovanjsko enoto spodaj, je bilo že kar od začetka tako jasno? To smo se od začetka zaželela, predvsem, če pride hčerka na obisk, če pride tudi, če dobiva kakšen obisk. Kako sta iskala ideje za notranjo opremo, za videz hiše? Nekaj idej sva našla tudi na spletu, nekaj idej sva pobrala na potovanjih, nekaj pa sva si zamislila tudi sama. Navdušili sta naju 2 ideje. Ena hiša je bila v Novi Zelandiji, pogled iz vseh bivalnih prostorov na morje, tudi velika okna, tako da ti da neko svobodo, svetlobo. Druga ideja pa je bila na Švedskem, da si lahko šel neposredno iz dnevne sobe v bazen. Tako da smo obe varianti vključili in ko je stvar dozorela, sem kontaktiral mojega sošolca in tudi dolgoletnega prijatelja, arhitekta Tomaža Lazarja, pomagal, da smo uredili hišo tako, kot smo si zaželela. Tomaž, kakšna izhodišča ste uporabili pri projektiranju te hiše? Kaj je bilo tisto, kar je narekovalo vse skupaj? Ja, tako kot zmeraj je pač bistvo prilagajanja parcele obstoječemu stanju. In zdaj ta parcela, ki sta izbrala Beno in Karina, je dejansko izjemna zaradi te svoje lege na vrhu tega hriba z vsemi temi lepimi razgledi, v prvem kadru jezero, potem v zadju Pohorje. Tudi sama orientacija na parceli je dejansko idealna z dovozom z vzhodne strani in to orientacijo na jug in zahod. Strma in majhna parcela ni dopuščala, da bi nanjo postavili klasično hišo. Arhitekt je raje, kot da bi teren prilagajal hiši, hišo prilagodil parceli. In zato smo dejansko pritlični del objekta postavili na vrh hriba, se potrudili, da je ta čim nižji, vertikalno dejansko nadaljevali z gradnjo v klet, ki v principu niti ni klet, ker ima zopet izhode na parcelo, tako da smo na ta način prilagodili objekt temu vertikalnemu gabaritu, po drugi strani pa tudi horizontalno, ker je ta objekt sestavljen iz 3 delov, 3 krakov, od tega je en krak, ki je garaža, potem sta pa ta 2 bivalna dela, ki sta pa obrnjena proti zahodu in dejansko sledita tlorisno tudi plastnicam tega terena. Želja investitorjev je bila, da bi hiša imela ravno streho, kar pa zaradi urbanističnih predpisov ni bilo izvedljivo. Na koncu smo prišli pač do te rešitve, da smo dejansko postavili 2 zelo enostavni dvokapni strehi, ki sta ločene med sabo in na ta način tudi nekako poudarjata ta 2 osnovna kraka. Vmes pa sta dejansko izvedena ravna streha, ki to vse skupaj loči. Po svoje še dobro, da je morala biti dvokapnica, si človek misli, ko pride v tale osrednji prostor, ki ste ga čudovito odprli prav do stropa, ker tukaj pa te višine ne bi dobili z eno kapnico. Ja, vse to, ko smo predlagali to rešitev, je mislim, da bila tudi to potem tista stvar, ki je tudi investitorje takoj prepričala, da pa čisto prav, da je dvokapna streha. Stavba ima vse bivalne prostore, tako v osrednjem delu hiše kot v stanovanju za goste, orientirane na jug in zahod, kjer je prekrasen pogled na slikovito okolico. Popeljite naju, prosim, s svojimi besedami skozi vajino hišo. Stopiš skozi vrata, na levi strani bivalni del, dnevna soba z jedilnico,
na desni strani pol otroška soba, malo po hodniku dalje na desni strani pol WC za goste, delovna soba na levi strani, čist na koncu hiše pa imava spalnico z najino kopalnico in garderobno omaro. Z veliko garderobno omaro, ki je namenjena meni, Beno ima čist en majhen delček. Pošteno bilo razdeljeno, 4 dele ima ona, 2 pa jaz. Pa se gre po stopnicah navzdol, pridemo v kletni del, se gre po levi strani, pridemo do najine vinske sobe, ker je to zelo pomembno tukaj na Štajerskem, da imamo svojo vinsko sobo, ko imamo kakšne resne pogovore in se pogovarjajo o kakšnih težavah. Malo kasneje pol najina savna. Ja, tu bi jaz dodala še, da imava savno, ki ima 3 različice, torej finska savna, bio in tudi infra. Kaj pa glede notranje opreme? Kako sta tukaj razmišljala? Sta se prepustila svojim občutkom? Je bil arhitekt tisti, ki vam je svetoval kose, materiale, barve in tako naprej? To me je odvedno zanimalo, ta notranji dizajn, arhitektura. Sva pa imela tudi dovolj časa, da lahko tudi razmišljava o takih stvarih, ker sva se prvo selila v enosobno stanovanje in kasneje sva si vzela dovolj časa, da sva lahko za vsak prostor posebej sva razmišljala, kaj je optimalna rešitev za glede luči, glede opreme in ostalih stvari. Potem, ko sta vidva živela v tem enosobnem stanovanju, ki je del te hiše, je bilo tukaj le še odprto gradbišče, ali kako? V bistvu sem se v roku enega leta vselila v to hišo, pa smo si vzela 2 leti časa, da smo vsak prostor posebej zaoblikovala. Največji zalogaj pa je bil ta prostor, glede te višine, luči, tudi Karina si zaželela kamin. Kamin sem si zaželela predvsem zato, ker daje občutek domačnosti, toplote. Jaz zelo rada tudi zakurjem avgusta, če je potrebno. Fino je pa tudi, da imamo kamin predvsem v tem času prehodnega obdobja, ko še ostala kurjava ni, tako da kar uživamo, no, kamin je fajn. Lastnika hiše sta zunanjo ureditev zaupala krajinskemu arhitektu Marku Mikuletiču. Ta je za zasaditve izbral trpežne trajnice in grmovnice, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja. Omislila sta si tudi zelenjavni vrt in ga ogradila z železniškimi pragovi, isti material pa sta uporabila na meji do sosedov. Smo pa kupila nove, jih dala tudi impregnirati, da so okolju bolj prijazni, ker če kupiš te stare železniške pragove, ima vonj po katranu in so tudi okolju škodljivi. Katere naprednejše tehnologije pa so uporabljene pri tej hiši? Ja, teh je kar nekaj, sploh če gledamo s to časovno distanco, da smo mi to hišo načrtovali pred 6 leti. Recimo takrat ta prezračevanje za rekuperacijo še ni bilo tako običajno, kot je danes. Poleg tega se hiša ogreva in hladi s pomočjo toplotne črpalke. S toplotno črpalko ogrevamo tudi vodo v bazenu. Na hiši je inštalirana sončna elektrarna. Vgrajen je tudi sistem zbiranja deževnice, ki se uporablja potem za spahovanje WC školjk, tako da je v objektu kar nekaj sodobne tehnologije vgrajene. Opišite mi malo poletne dni v vajinem bazenu. Poletni dnevi v najinem bazenu so kar zanimivi in pestri. Večkrat povabiva tudi prijatelje. In v tem poletnem času, oziroma še posebej letos, je Beno nekaj opazil. V bistvu sem opazil, predvsem med junijom in avgustom, da je ogromno število ribičev se pojavlja tam v spodnjem predelu. In sem pol tudi Karini pač povedal, da se meni čudno zdi, da je vedno več ljudi tam. In sva potem razmišljala, čemu bi to pripisala, ampak misliva, da je frekvenca ribičev velika zaradi naše kopalne sezone. Ne zaradi ulova rib. Vsi pridejo drugačne ribe malo pogledati. Ja, tako. Pa tudi daljno gleda malo. To ne vemo.